Študijski krožek Naš les, naša priložnost je pač na osnovi prvega srečanja si postavil za akcijski cilj podpisano pismo o nameri za sodelovanje v gozdno-lesni verigi, ki je bil pozneje tudi izveden in zelo konkretiziran in presežen s tem, kar se je organiziralo še Društvo lastnikov gozdov, pa vzpostavila Gozdarsko-lesarska zadruga Goles. Gozdno-lesna veriga je pač en sistem, ki vzpostavlja kompleten proces, pa bom rekel, lesa od panja pa do mizarja oziroma do končnega izdelka. Mi v našem področju smo hoteli združiti lastnika gozdov, se pravi sekače, prevoznike, žagarje, manjše predelovalce in seveda, kar je tudi najpomembnejše, tržnike, ker brez trga nobene lesne verige si ne moremo predstavljati. Glede same vzpostavitve te lesne verige, v bistvu tu je za nas, ki živimo na tem območju, zelo pomembna zadeva in tega se tudi sam kot lastnik gozda zelo zavedam. Mislim, da je bila ideja zelo dobra, občine takoj smo bili pripravljeni tu podpreti in najbolj, kar se je pa meni zdelo pomembno, je to, da so drugi dejavniki, se pravi lastniki gozdov, predelovalci v tej lesni verigi, so dejansko stvar vzeli za svojo in zelo resno. Ja, študijski krožki se dotikajo zelo različnih tem, v bistvu odgovarjajo prav na potrebe, ki jih mi kot razvojna agencija zaznamo v lokalnem okolju. Predvsem na področju razvoja podeželja zelo veliko uporabljamo študijske krožke kot metodo, s katero najprej pristopimo do ljudi, do tistih, ki so največji deležniki, ki vplivajo na ta razvoj podeželja. Na terenu obstaja veliko znanja, veščin in spretnosti, ki jih prebivalci še ohranjajo. Še najboljše pa je, kadar se sami udeleženci študijskih krožkov zorganizirajo in peljejo določene stvari, določene aktivnosti naprej. Gospodarstveniki, kateri smo se udeležili krožka, smo nekako šli ne s figo v žepi, temveč z željo po neki novi kreativnosti. In mislim, da je bolj kot konkurenca, bolj nastalo povezovanje. In prav to spoznavanje med sabo se mi zdi, da mi je prineslo čist ene nova obzorja, skozi katera lahko, bi rekel, naprej spremljam celotno zgodbo okrog lesarstva. Izredno sem bil vesel, ko sem videl entuziazem vseh prisotnih, da bi nekaj skupno ponovno ustvarili. Res, v samem krožku se je dogajalo veliko pozitivne energije, katera nam daje upanje, da bomo spet, kar smo bili nekoč. Skozi debato in predvsem dobrimi odnosi se da, bi rekel, res veliko dosežiti. In mi pričakujemo, tako kot smo svoje cilje zastavili, da bo to imel, bi rekel, v kar bližnji prihodnosti že dobre rezultate. Mi smo en velik potencial, lahko en velik pilot za celo Evropo, ki bi lahko pokazali, na kakšen način se da eno družbo razviti, ki je strpna, solidarna, zavezana k trajnostnemu razvoju, se pravi uporabi novih tehnologij, ampak tako, da si ne škodujemo.